Najprej prav lepa hvala prirediteljem, organizatorjem tega srečanja za povabilo, da se lahko tukaj v središču slovenskega prostora lahko predstavimo s svojim inštitutom. Kot je povedal moderator, moje ime je Valentin Sima. Jaz sem poklicno sodelavec Celovške univerze, sem asistenčni profesor tam na Inštitutu za zgodovino. Sicer sem pa že od leta 1990 naprej predsednik Društva Slovenski znanstveni inštitut v Celovcu. No, prvo, tako rekoč, kje smo? Mi smo nameščeni, imamo zdaj prostore v mladinskem domu Slovenskega šolskega društva v Celovcu. V tem domu je tudi Slovenska študijska knjižnica, v tem domu je glasbena šola, tam je tudi dvojezični otroški vrtec in tako rekoč, tam je en določen center tudi te slovenske dejavnosti v Celovcu. To je naše četrto mesto, odkar mi delujemo. Dve mesti sta bili tako rekoč, ko smo bili še v okviru ZSO in na dveh mestih, to je, smo bili kot samostojni inštitut. Kaj je SZI? SZI je splošno ali obče koristno društvo, to je po avstrijskem pravu, ne vem, tu v Sloveniji mislim, da je ta terminologija mogoče malo ni čisto jasna. Društva so lahko krajevna društva, so gasilska društva, ampak tudi vse slovenske organizacije, razen seveda Zveze slovenskih zadrug, so v principu organizirane kot društva, tudi osrednje organizacije, osrednje kulturne organizacije po tem avstrijskem zakonu o društvih. Ustanovljeno je bilo 8. avgusta 1990 in namen je čist kratko rečeno proučevanje manjšinskih vprašanj, seveda izhajajoč iz slovenske manjšine na Koroškem. Začetki inštituta pa segajo že v 1970. leta in sicer tedaj je Slovenski znanstveni inštitut deloval v okviru ZSO. Leta 1974 se je tam ustanovila neke vrste, bi rekel, znanstvena služba in vodil jo je od vsega začetka, mislim, da ga mnogi izmed vas poznajo, dr. Augustin Male, doktor humanistike, zgodovina, ki je študiral tudi publicistiko na Dunajski univerzi. On je bil pravzaprav vsa leta inštituta duša tega in tudi dolgoletni direktor tega inštituta. Je pa na občnem zboru 3. januarja odložil te svoje funkcije, bil je že v penziji, 3 leta je še v penziji, tako rekoč vodil to društvo. Tedaj je prišlo do največje cezure v vodstvu Slovenskega znanstvenega inštituta od ustanovitve naprej. Že 3 leta prej, oziroma novembra 2010 sta zapustila prav tako 2 dolgoletna člana, starejša člana odbor društva in januarja 2014 je prišlo do določene pomladitve odbora. Jaz sem pravzaprav tam v tem odboru zdaj najstarejši fosil, ampak se počutim še vedno dosti mladega, da pač skušam razne stvari urejati. Torej, toliko o društvu, mogoče še o tej zgodovini in o koreninah Slovenskega znanstvenega inštituta. Mislim, da je tle eno važno vlogo odigrala Slovenska gimnazija v Celovcu, ki je prispevala do tega, da je nastal v Avstriji en določen kritičen, tudi po številu kritičen potencial slovenske inteligence, ki je študirala potem predvsem na Dunaju, tam je bil en največji center, pa tudi v Grazu in v Salzburgu manjši. In paralelno k temu se je odvijal še en drug razvoj v tistih letih, to je bilo študentsko gibanje, tako rekoč to gibanje leta 1968, ko je šlo za kritiko družbe, kritično soočenje tudi z narodnim vprašanjem in opozicija proti obstoječim deloma tudi slovenskim strukturam. V tem času so bile tudi akcije za uresničevanje pravic, ki so bile zapisane v državni pogodbi, kot na primer najbolj vidno dvojezični napisi, ki jih do tedaj ni bilo, in neki zakonski pobudi potem avstrijske vlade pod kanclerstvom
Bruna Krajskega je sledil zelo glasni Ortstafelšturm, tisti pogrom na dvojezične napise leta 1972, ki je morda tudi mnogim izmed vas poznan. In v tem sklopu je prišlo do določenega povezovanja med to slovensko inteligenco v teh centrih študija in bi rekel deloma s temi ljudmi iz tega študentskega gibanja skratka eno povezovanje z avstrijsko civilno družbo. Zakaj je bil potreben oziroma kaj je bil namen znanstvenega inštituta? Šlo je za, tle smo napisali, znanstvena utemeljitev narodno-političnih interesov, gre enostavno za proučevanje in tudi priprava znanstvenih podlag, recimo v soočenjih v pogajanjih z avstrijsko vlado in pa tudi recimo v javnosti tako rekoč prikazati pomen in pomembnost manjšinskega vprašanja in da ga je treba reševati na en fair način. Druga točka, mislim, ki jo je treba izpostaviti, je to, da je edino avtonomno raziskovanje, ki izhaja tudi iz manjšine, je ena določena podlaga za enakopravno vključevanje v znanstveni diskurs, tako v avstrijskem merilu, kot tudi v slovenskem ali v širšem mednarodnem merilu. In ena važnih nalog tega inštituta je bilo tudi povezovanje med znanostjo v Sloveniji in znanostjo v Avstriji. Inštitut je v tem smislu že zelo zgodaj posegal tudi v konflikte, ki so se porajali v družbi. Recimo je bil en velik naval na dvojezično šolstvo od leta 1983 naprej, ko so svobodnjaška stranka in koroški brambovci in koroški Heimatdienst skušali centralno napasti dvojezično šolo in tu je recimo ena brožura v nemščini, Roke proč od dvojezične šole, ki je išla leta 1984 pod okriljem obeh slovenskih organizacij, ampak zadevo je tako rekoč redigiral in to organiziral dr. Augustin Male od Slovenskega znanstvenega inštituta. Soočali smo se že tudi zelo zgodaj z družbeno-ekonomskimi vprašanji, recimo je znanstveni inštitut že prej, leta 1977 na Dunaju organiziral takozvani Raumplanungsgespräch Südkärnten, v slovenščini zveni malo čudno, tudi v nemščini, pravzaprav posvet o prostorskem planiranju za Južno Koroško, ampak je pa eno centralnih vprašanj asimilacije tukaj zaobjeto, namreč odseljevanje slovenskega prebivalstva iz regije, tako je s trebuhom za kruhom, kar je tudi pomemben dejavnik asimilacije. No, kot primere povezovanja slovenske in avstrijske znanosti imam tu 3 publikacije. Prva je iz leta Janko Pleterski, prevod njegovega zelo obširnega članka v zborniku o plebiscitu leta 1970, o elementih in značaju plebiscitne odločitve, tako rekoč zavedanje, da avstrijska javnost in tudi deloma znanstvena javnost, nekatere so se naučili slovenščine, ja, toliko, da so znali brati, ampak v tistih časih še zelo malo, premalo poznajo izsledke slovenskega zgodovinopisja. Drugi 2 knjigi sta pa že takšni, da rečeš, da so avstrijski znanstveniki na podlagi svoje angažiranosti skušali poseči v ta diskurs o manjšini, ne samo o pravicah. Recimo ta prva knjiga Zwanghaft Deutsch profesora Štetnera je šla 1988, ko je tudi šlo za konflikt o tej dvojezični šoli, in tretja knjiga, ki je tu Doktor und Bauer, ta pa raziskuje na podlagi štetja 1981 razvoj socialne strukture v povezavi z asimilacijskimi procesi na Koroškem. No, vse te 3 knjige so išle tudi v seriji disertacije in razprave, ki jo je izdajal inštitut in je dosegla nad 40 zvezkov v
v teh in poznejših letih. V delovanju znanstvenega inštituta so izcimila v principu 3 področja. Eno je arhiviranje, drugo je, bi rekli, zgodovina in tretja etnosociologija ali pa širše rečeno družbene vede. No, tu je kava ene knjige, ki smo jo izdali leta 1992 o pregonu koroških Slovencev, ena obširna študija. Kot primere za dokumentalistiko in arhiviranje je prvo so tako zvane informacije in komentarji. Tu gre za sprotno časopisno dokumentacijo, za zbiranje vsega gradiva, kaj se piše o manjšinah v časopisju. In to je dolgo časa izhajalo tudi kot informacije in komentarji, strnjeno vsak teden. Zdaj od leta 2005 naprej je to samo več v elektronski oziroma digitalni obliki. Druga zadeva je arhiv v bolj ožjem pomenu besede, namreč dejansko arhivski fondi. Začelo se je pravzaprav z enim, to so starejše zadeve, ampak začelo se je z zbirko fondov slovenskih organizacij, predvsem po letu 1945, ne vseh, ampak na začetku Osvobodilne fronte za Slovensko, Koroško in potem tudi fondi organizacij, ki so bile vključene v Zvezo slovenskih organizacij na Koroškem. V teku časa so se pa zbirali tudi, smo nabrali tudi druge fonde, tako rekoč, deloma zelo slučajno, deloma iz iniciative posameznikov, recimo en fond, ki je služil tudi kot podlaga za tisto, delno podlaga za tisto publikacijo o pregonu, so bila žanamarijska poročila Velikovškega okraja, ki so bila od nekega privatnika najdena na enem odlagališču, ki jih je on skrbno shranil, in smo mu tedaj tisto zbirko odkupili. To je bila ena taka zadeva. Pozneje sva z direktorjem Malejem rešila še oziroma del arhivskega gradiva ene, bi rekel, koroške poldržavne ustanove, ki je tudi bil pripravljen za papirnico, tako da se je le zbralo nekaj stvari. Nekaj zapuščin se je nabralo tudi, to je pa zelo brzo. No, v redu, tu vidite te zadeve in velik izziv seveda te zadeve je zdaj digitalizacija. No, drugo področje je zgodovina, ki je seveda povezana z arhivskim delovanjem. Tu imam tako rekoč tri knjige. Vse tri so pravzaprav, pri tej zgodovini je težišče v zadnjih časih nacizmu in vse okoli tega, to je velika tema. Vedno imamo tudi knjige, oziroma včasih tudi izključno ali pa najprej v nemščini, kjer skušamo te zadeve posredovati večinskemu prebivalstvu. In so knjige, tako rekoč, na eni strani strogo strokovnega značaja, pa tudi poljudno-znanstvenega značaja. Nekatere so tudi mešanica od obeh. Tu je, tako rekoč, deloma kultura spominjanja, avtobiografski zapisi, deloma opremljeni z znanstvenim komentarjem in tako naprej. Čisto na levi tam je pa kava oziroma naslovnica enega simpozija, ki smo ga priredili leta 2011 o odporu v avstrijsko-jadranskem prostoru. Tretje področje je pa, tako rekoč, etnosociologija ali družboslovje, in to je eno področje, ki se razvija spet bolj od leta 2009-10 naprej. To je predvsem Štefka Vauti se je s tem ukvarjala, zdaj njeno delo od lanskega oktobra naprej nadaljuje Milan Obid, ki je tukaj danes z menoj. In tu gre pač za vprašanja, tako rekoč, kaj je sploh etniciteta, kakšne so danes sodobne etnične identifikacije in kako so se te identifikacije v zadnjih letih
spreminjale. Vprašanje je tudi, kaj tvori to identiteto, a je to v prvi vrsti jezik, a je to tudi en določen zgodovinski spomin, kolektivni spomin in tako naprej. No, da ne bom predolg, grem kar naprej, tu sta tudi dve takšni publikaciji, ena je iz leta 12 leva, ona je pa najnovejša leta 2015, ki jo je Štefka Vavti zaključila še v okviru svojega dela na Slovenskem znanstvenem inštitutu. Nekaj projektov. Mi smo imeli en večji projekt, evropski projekt, tako zvani MINDOC. To je smo bili pravzaprav, oziroma smo še vedno zelo ponosni vsebinsko na njega, imamo pa z njim določene probleme finančne. To je digitalizacija slovenske periodike v 19. in 20. stoletju, pa ne samo digitalizacija, ampak tudi poskus to periodiko oziroma vse v delih približati tudi sosedu, kjer so povzetki, rezimeji, nekaj člankov, 2000 člankov so tudi v nemščini. Druga taka zadeva je, ali pa bom začel z ta starejšim, ki je tle napisan. En zelo važen projekt za nas je bila Avstrijska komisija zgodovinarjev, kjer smo mi obdelali položaj slovenske manjšine za časa nacizma in kako je Avstrijska republika po letu 1945 to zadevo obravnavala. To je bil projekt od leta 2000 do 2003. S tem je zelo povezan projekt, Kdo je bila Klara iz Šentlipša, Vera Klara v Sankt Filipen, knjižna publikacija, ki je išla doslej samo v nemščini in ki kolegica še vedno dela na tem projektu oziroma na drugi nakladi, ki bo razširjena in izboljšana. In zadnji projekt, ki ga je omenil že kolega iz Trsta, namreč je pa je ta projekt, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost, ARRS, in obravnava mlade v slovenskem zamejstvu. Tako, za konec pa še ena aplikativna zadeva, to je potujoča razstava o pregonu koroških Slovencev, je bila doslej že na 17 mestih. Pri organiziranju nas podpira tudi Slovenska prosvetna zveza. Bila je na Koroškem, v Sloveniji, na Južnem Tirolskem, na Gradiščanskem in na Dunaju. Ne bi zdaj govoril o predhodnicah te razstave, ampak še kratko nekaj besed o financah. V glavnem je tako, da finance Slovenskega znanstvenega inštituta, recimo baza, je bila dolgoletno takšna, da smo imeli približno 2/3 finančnih sredstev iz Slovenije, to je drugače kot pri Sloriju, in 1/3 iz Avstrije. To se zdaj v zadnjih letih še povečuje zaradi tega, ker, ali pa mogoče niti ne, bomo videli, kako bojo naslednji razvoji, ker je avstrijsko zvezno ministrstvo za znanost nam leta 2010 oziroma od leta 2011 naprej nam ne nudi več bazične podpore, ki smo jo dobivali od leta 1991 naprej v višini 35 000 evrov. To je kar bila dobra vsota. In smo zdaj, trenutni položaj je ta, da smo nekaj mesecev imeli samo enega nameščenca in tega samo za 40% nameščenega, to je kolega Milan Obid. Zdaj je spet za polovično namestitev je kolegica Brigitte Entner, ki obdeluje te zgodovinske teme in tudi arhiv. In bomo videli, mi še nismo dobili letos pogodbe za letošnje leto od zveznega kanclerja, ampak upamo, da bomo še to pogodbo v nekaj dnevih dobili, tako da še stojimo in še nismo tako rekoč tako daleč, da bi rekli, da bomo zaprli. Hvala lepa.